Idioti je nazaj! Včeraj sem napisal v YouTube, da me lahko vprašate karkoli hočete in da bom naredil posnetek o questions and answers. In sicer rekel sem, da bom najboljše vprašanje mi dal in bo lahko igral z mano Fortnite. Tako da, gremo! Hadouken! Hadouken! Yo, Dino Legenda, kaj zdaj, kva dogaja, kaj je novega? Yo, prijatelj, tole je moj šov, hitr se naštimi, da ti polno žal. Yo, prijatelj, tle igrice igram, prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win! Perfect! Kar na televiziji si! Hudo! Če še me ne slediš na YouTubeu, klikni subscribe. Če me še ne slediš na Instagramu, najdi me po Dinoti. Če me še ne slediš na Twitchu, najdi me po Dinoti. Gremo naprej. Včeraj sem napisal vprašanje. Rad bi naredil video questions and answers in bi rabil vašo pomoč. Spodaj v komentarje napišite svoje vprašanje zame. Najboljše vprašanje odgovorim, nagradim s svojimi nalepkami in dodam za Fortnite prijatelja, da lahko igramo skupaj. No, to je bil moje vprašanje in sicer dobil sem zelo velik komentov, se pravi 102 komentarja, 58 lajkov, dislajkov pa ne vidim. Ampak glej, verjamem, da so tu dislajki. Nima veze, gremo naprej. Šel bom kar čez komentarje vse, vsazga bom prebral in na vsazga bom probal na hitrco odgovoriti. Na začetku sem mislil, da bi izbral 1, 2, 3, 4, 5 vprašanj, pa odgovoril, ampak ne, meni se zdi, da fair, da v bistvu vsi vi, tisti, ki ste se vzeli čas za mene, da me vprašate, vsi vi, tisti, si zaslužite, da vam jaz v bistvu odgovorim na vprašanje. Prvo vprašanje je bilo, zakaj si začel z YouTube kanalom? V bistvu bom tako povedal, jaz sem začel gledati YouTube, oziroma sem si naredil Google account leta 2006. Pač takrat je YouTube začel pri nas biti, začel sem gledati te razne videe, naredil sem kanal, ampak takrat nisem nič kaj tazga niti vedel, da lahko počneš. No pol leta 2012, ko sem nehal delati v LPP-ju, pa ko sem posnel film Čefuri Raus, mi je bilo dolg čas in sem nekako gotovil, da ljudje na YouTube lahko objavljajo svoje posnetke. In sem si rekel, zakaj ti, Dino, ne bi naredil kakšen posnetek? A ne, ko v bistvu vedno si ti bil tisti ta smešen v družbi, vedno so se tebi smejali, vedno si rad govoril zgodbice in zakaj ti ne bi pač naredil kakšen posnetek, malo povedal o sebi, pa dal to na YouTube. In takrat nisem imel blage veze niti kaj je YouTube, niti kako to gre. Kaj bi naredil, če bi ti YouTube propadel? Kaj bi naredil, če bi ti YouTube propadel? Nikoli nisem razmišljal o tem vprašanju. Bilo bi, mislim, hudo, škoda, ker v bistvu dejansko od leta 2012 delam na YouTubeu, ampak nisem zdaj 4 leta nič kaj preveč delal, zdaj sem se posvetil Twitchu. Ampak glej, po moje bi naredil nov profil, pa bi začel spet od začetka. Druge nimaš kaj za zgubiti. Koliko si imel največ dislajkov na videu? Nimam pojma. Kako si spoznal Jureta? Misliš Jureta Bršljana? Tršana? Jure Tršan je moj fan. Jure Tršan mene gleda že okoli 5 let. V bistvu od začetka Jure Tršan ve vse moje video. Tako da Jure Tršan je v bistvu mene dodal že zdavni na Facebooku. Nedolg nazaj, ker on ratu popularen na YouTubeu, sem ga nekako tudi opazil in sem ugotovil, kdo on je. In pa sva si malo pisala in mi je povedal, koliko velik fan je in sem rekel, hajde prid do mene, da bo odigrala en skupen stream in tako se je tudi vse začela. Koliko si star? Koliko misliš, da sem star? Drugače sem star 38, 21. julija bom star 39. Koliko si dal za Honda S2000? Za Honda S2000 sem dal 8000 evrov, 3 leta nazaj sem jo kupil, ko je bila cena glih na najnižji točki, vanjo sem uložil okoli 4000, zdaj pa tam vredno okoli 15 do 18000 evrov. Si mi the best YouTuber in vprašanje zate je, koliko imaš vino na Fortniteu skupaj, prosim preveri. Fortniteu skupaj imam, zdaj če pogledaš okoli 100, vse skupaj večinoma igramo squade, mislim, da se je to že resetiralo, nimam pojma, ampak tam okoli 100 recimo. Koliko sabo želiš doseči, kako si spoznal Kobla in Tršana, naj YouTuber si. Nimam sploh v bistvu limita, sploh nimam, kako bi rekel, nekih sanj, koliko sabo si želiš doseči. Z YouTubeom sem se začel ukvarjati resno spet kakšen mesec nazaj. Kako sem spoznal Kobla in Tršana? Kobel je moj fan, Tršan je moj fan že nekaj let. Kobel je v bistvu streamal na Twitchu, je igral z mano veliko, v bistvu je bil zelo neuspešen na Twitchu v angleščini, pol je šel na YouTube, se je ufuril z Tršanom, ga je Tršan malo poguril in je Kobel začel dobivati ljudi na YouTubeu. To je to.
Dinoti, ti si moj YouTuber, prosim preberi to, mene zanima, zakaj imaš tako rad fliperje, prosim preberi to. Fliperji, jaz sem otrok 80-ih let. V 80-ih letih včasih nismo imeli računalnika doma. Samo bogati ljudje so imeli računalnik. Včasih so bili taki lokali, kjer so bile video igre, se pravi so bili te avtomati, kot ga imam tukaj. In fliperji so bili tudi tam, ne? Se pravi, fliperji so bili pred videoigrami. In pač kot otroka, ne, sem preživljal dosti časa v teh video arcade sobah, lokalih, kakor lahko rečem, in sem igral fliperje, ne. Fliperji so bili zelo težki, nikoli nisem bil neki ful uspešen, ampak nekako zdaj, ko pomislim na te fliperje, to je neka nostalgija, vrnitev v preteklost, ko sem bil... Koliko si bil star, ko si začel z YouTube? 32, meni se zdi. Kdo je tvoj na YouTube? Mislim, najboljši YouTuber? Ga nimam, neki ne gledam, ampak recimo, da rad gledam Scottija, ki govori o avtomobilih, avtomehanične zadeve, rad pogledam Unboxing Therapy. Kateri je tvoj naj-avto? Moj naj-avto je S2000. Katera punca ti je najbolj všeč? Jih je veliko. Zakaj si začel streamanje? Streamanje sem začel zato, ker nisem imel dela. Ker sem posnel Čefurje Raus, sem bil brez šihta, videl sem PewDiePieja, da je zaslužil 12 milijonov na let in sem si rekel, gled, Dino, ti si vedno rad igral igrice, jaz sem vedno igral igre. Včasih nismo imeli teh multiplayer, smo pač igrali PlayStation in Nintendo, te pa to. In sem si rekel, gled, zakaj pa ne, če drugi lahko v bistvu nekako živijo od tega, zakaj jaz ne bi probal vsaj 500 € na mesec zaslužiti, pa delati nekaj, kar rad delam, kar rad počnem in kar v bistvu lahko pokažem drugim. Lahko v bistvu širim pozitivne vibracije, lahko zabavam ljudi, pa še živim od tega, zakaj pa ne. Kaj imaš raje, Windows ali Mac? V bistvu uporabljam Windows. Kako si prišel svoje otroštvo in old school igre? V bistvu imam posnetek o svojih igrah. Dol bo bil v bistvu link, tako da tam si lahko pogledate. Vse govorijo o mojih igrah, o mojem življenju. Kakšne igre si igral pred Fortnite? V bistvu, ko sem začel streamati, sem začel z raznimi, v bistvu ena igra je na PlayStationu bila zastonj, oziroma, ko si kupil tisto letno, kako bi rekel, članarino, vam bom pokazal video tukaj gor. S tem sem začel, pa sem pa v bistvu začel igrati GTA 5 na PlayStationu in je bilo full odziva, vem, prvi mesec sem dobil 1500 subscriberjev. Potem sem pa videl, da v bistvu ljudje ful igrajo ta H1Z1, ne, pa Daisy in sem si kupil računalnik in sem začel igrati H1Z1. H1Z1 sem ful dolgo časa igral, res ko 1-2 leti, dokler ni propadel. Kaj je PUBG prišel, pa je H1Z1 propadel, sem nehal igrati H1Z1. V H1Z1 res sem užival, tam sem tudi ninja obal in kad sem ga srečal in sem ga obal, usral se mi je pač, ampak gled, sem ga obal. Pa sem začel igrati PUBG, pa sem PUBG nekaj časa igral, pa je pa prišel Fortnite. Zdaj sem pa na Fortniteu. Vsake toliko časa pa malo menjam, kakšne zgodbe igram, pa kakšne igre vmes, ki pridejo. Mene zanima, če se naroči na tvoj Twitch, boš igral z mano. Če boš subscribe stane 5 € na mesec, boš lahko igral z mano. Zanima me, na kakšen način si prvi zmagal Fortnite, zakaj si začel streamati. Nimam pojma, kako sem zmagal Fortniteu. Vem, spomnim se v H1Z1, ko sem zmagal prvič. Henriku, če zdaj zmagal, ker sem vedno zgubil v finalu. Pa sem pa Henry rekel, gled, dam ti 100 €, če zmagaš, in sem zmagal, tako da mi dal 100 €. Zakaj igraš Fortnite? Fortnite igram zato, ker igra kar dobro dela. Naspram H1Z1 in PUBG dobro dela. Zastonj je bila, čeprav sem jo jaz kupil, ker sem kupil še Save the World in takrat Battle Royale ni bil zastonj. Sem začel igrati in videl sem, koliko je popularna ratala, hitra je, to mi je všeč, grafika mi je huda in dosti ljudi igra. Ali si že igral v kakšnem filmu? Ja, igral sem v Čefurje Raus, Šuplje priče, pa sem imel par stranskih vlog, oziroma Kamek marmelada, Strah, Inferno, pa še kakšen bi se najdel. Kakšen se ti zdi Ninja v igranju iger? Ninja, tako ti bom povedal, Ninja je bog. Ninja je najbolj uspešen streamer trenutno. Ne morem nič proti njemu reči, ker pač človek dela milijone s tem, kar rad dela in sam kapa dol. PewDiePie, ti si res, noben. Kdaj ne boš povedal, če imaš punco? Jaz imam ful velik punc. Imaš punco, zelo velik punc. Kje to snemaš? Snemam pa v svojem studiu, sicer v kleti, v hiši, živim v hiši. Včasih je tukaj bila pač špajza, klet, smo imeli menjalnike, motorje, kramo in ker sem jaz začel streamati, sem streamal v svoji sobi, ampak ker sem bil to glasen, ker pač tudi dosti kovnem pa to, je foter hotel, da me vam vrže z bajte in pol sem pač razmišljal, kaj ne naredim, zato da ne motam ostale. In sem v bistvu najdel to klet, je bila vsa neobdelana in pol sem v bistvu tole klet obdelal, sem dal zvočno izolacijo, sem dal fasado, podan, elektrika, vse sem naredil in zdaj imam v bistvu sam svoj studio, kjer imam mir, nobenega ne motam in je idealen za streamanje in snemanje video. Kaj si misliš o slovenskem gaming community? Slabo.
Koliko denarja so vložili v tvoj setup? V moj cel setup, se pravi z računalnikom, s studijom, tam okoli 10,000 evrov. Zakaj si se odločil za snemanje iger, ne pa česa drugega? Zdaj, ker sem jaz vedno bil zabavljač, pa rad igram igre, ful bi rad še snemal filme, sam v slovenskem filmskem svetu je tako, da moraš imeti veze, ne snema se baš neki velik, pa če že snemajo, skozi ene in iste svoje igralce daje enot. Kakšno barvo imaš rad? Včasih sem imel ful rad modro, zdaj pa nimam neke posebne barve. Tako, vse sem mi všeč. Kje si kupil računalnik, katere dele kje? Kupil sem v Avstriji, v eni trgovini, imenuje se Saturn, Media Market, Etek, Ditek. Ali si imel kdaj skrite težave, misli, ki jih nočeš povedati, strahove? Velik strahov, velik misli. Jaz sem sam človek, in mene je tudi strah, in jaz se tudi bojim. In veliko ljudi misli, koliko je meni lepo in dober in sem uspešen. Sploh ni res. Vsak dan se skrbjo vstanem, kako mi bo kaj ratal, kako bom kaj posnel, a bom preživel ta mesec, a me bo ljudje podprli, a me ljudje ne bojo podprli. Vedno, če te ni strah, pol nisi uspešen, te nič ne žene naprej. Ali boš posnel setup tour, dol imaš video posnetek za to, imaš službo. Uradne službe nimam. Recimo služba, ki bi bila, da jaz moram iti ven, pa delati za nekoga, pa dobiti plačo, nimam. Poskušam se preživljati z Twitchem, YouTubeom, tako da mi ful pomeni, ker mi ljudje donirajo, tako da če so vam všeč moji posnetki, če me hočete podpreti, da delam še naprej, spod imate linke, kjer lahko mi donirate prek PayPala ali prek PaySafa in vsak evro v bistvu pride prav, ker s tem v bistvu mi omogočite, da delam te stvari še naprej. Tvoja igra, moja najboljša igra solo je Last of Us na PlayStationu, to sem igral na PlayStation 3 5 let nazaj, to je taka igra, taka zgodba. Glej, jaz sem filmoljub, jaz imam rad filme, jaz obožujem filme, jaz imam doma preko 200 Blu-rayev, celo zbirko filmov iz mojega otroštva, moje mladosti, pa še kakšne nove. In Last of Us, če še niste igrali, morate probati to igro. To najbolj popularna, mislim tako, najbolj všeč multiplayer igra, trenutno je Fortnite, drugače pa sem zelo igral H1Z1, PUBG. Najhrana, zelo obožujem pite, pita zeljanica, burek, to mi je ful dobro, drugače imam tudi ful rad riž, poranje meso, recimo piščančje meso, ful rad jem sadne jogurte. Ali imaš psa? Nimam psa, ampak včasih si želim, da bi imel psa, imel bi tega japonskega psa, ne vem kako se imenuje že, ampak tam je ful všeč, ampak glej, len sem, nimam časa, da skrbim za ga. Mogoče enkrat, če ženo pa otroke, pa bom kupil psa. Zakaj snimaš na Twitchu, če bi lahko en dan na YouTube, en dan na Twitchu? Jaz sem začel na Twitchu 4 leta nazaj. Takrat YouTube gaming ni obstajal. Jaz sem začel en izmed prvih v Sloveniji resno, profesionalno streamati. In vsi na svetu streamajo na Twitchu. Twitch je najmočnejši, najboljši sistem oziroma platforma za streamanje iger. YouTube gaming je meni se zdi leto pa pol 2 let nazaj začel, zaradi tega, ker je videl, da na Twitchu uspeva v bistvu gaming community in je pol tudi YouTube začel to delati. Ampak YouTube ima ful slabš kot Twitch. Zdaj, sama platforma zgleda slabš, nima teh ikonc, nima mnogo teh stvari, pa največji gameri, streameri so na Twitchu. Ampak pri nas v Sloveniji je YouTube toliko popularen, da ljudje ne grejo na Twitch, kar je velika napaka, ker na Twitchu se dogaja največ. Ampak jaz sem to opazil po 4 letih streama na Twitchu, da naši ne morajo nekako iti naprej z korakom v svetu, so še vedno vzad na YouTubu, ker če si na YouTubu, si en korak nazaj. Če hočeš iti naprej, moraš iti na Twitch. Zato sem se odločil, da grem na YouTube, da v bistvu malo pokažem ljudem na YouTube, da obstaja tudi Twitch. Tako da v bistvu streamam od ponedeljka do petka na Twitchu, na YouTubu pa kakšno soboto, nedeljo, da malo tudi spremenim, da malo tudi v našem jeziku, ker tam pač na Twitchu govorim angleščini. Kaj bi naredil, če ti starši otroštvo ne bi pustili, da igraš old school igre? Zelo težko bi mi bilo. Zelo težko bi mi bilo. Kot otrok itak nimaš neke ful velike moči, ampak zdaj se to imenuje old school igre, ampak to včasih niso bile old school igre. To so bile igre moderne, tako kot je zdaj modern Fortnite, PC, tako kot je to zdaj modern. Čez 20 let bo oni rekli, da je to old school. Ampak sem imel zelo lepo otroštvo z Game Boyem, z Nintendotom, Super Nintendotom. Včasih smo se malo več družili. Malo smo bili bolj skupaj, zdaj vse prek interneta. Ljudje smo sami, ampak smo prek interneta skupaj. No, včasih smo se pa družili, smo bili skupaj, si povabil prijatelja, je prišel do tebe, ste igrali skupaj, smo si menjali diskete, je kdo imel igro, ful si dolg časa čakal na kakšno igro, komi si čakal, da bi kakšno igro dobil. Danes je to vse tako instant in igre sploh nimajo toliko vrednosti. Kaj si hotel, da bi ti imel, Klemen?
Dol imaš video, naj ti poveš, zakaj sem hotel, da bi ti bilo ime Klemen, oziroma zato, ker so me vsi zajebavali bosanc, ker mi ime Dino, otroci so zelo kruta bitja, v bistvu poslušajo starše, starši so zelo nekateri nazadnjaški, ne sprejemajo drugačnih oziroma so jezni na drugačne, zato ker sami niso sposobni kaj narediti in potem krivijo svoj neuspeh na druge in potem ti otroci to slišijo in ko vidijo take kot jaz, recimo, da sem še tako temen, potem začnejo žaliti in včasih kot otrok sem bil zelo užaljen, zelo težko mi je bilo in nekako se nisem počutil sprejetega in kot otrok sem kar trpel in sem si pač želel biti Klemen zato, da bi bil enak kot drugi, a ne. Odkje ti ideja za ime Dinoti? Tam je ful dobro vprašanje. Odkje mi ideja ime za Dinoti? No, včasih leta 2003-2004 sem jaz se vpisal na Honda Club forum, a ne? Sem imel pač Hondo, Civica, klub, spoilerji, vamo tamo in pač si moral imeti eno ime, a ne? To je bilo prvič, da sem jaz rabil neko ime, neki avatar na internetu, ne? In ker sem jaz včasih, ko sem bil star 18-19, sem imel en pullover, ki se imenuje Brunoti. Ne, to je ena firma Brunoti in ker sem jaz Dino je italijansko ime, originalno in je zelo popularno bilo na Balkanu, a ne, sem jaz videl to Brunoti, Dino, Brunoti, Dinoti, a ne, zakaj jaz ne bi, ker zgledam tudi pač kot Italijan, ime mi je Dino, doskrat, ker grem na morje, mislim, da sem Italijan, sem rekel, zakaj pa jaz ne bi bil Dinoti? In takrat sem začel pač uporabljati ime Dinoti, sem dal gor ime Dinoti in kamorkoli sem šel naprej, sem si pač dal ime Dinoti. In od takrat sem jaz Dinoti. Ali ne maravaš sodelovati še kakšno filmu? Rade volje, zdaj ne vem, če veste, ampak sem posnel 2 meseca nazaj en tak mini angleški sketch oziroma film, vspod imate link, poglejte si ga, dajte kaj komentirati vspod ta link, prosim. Pa si povejte, kaj si mislite. Če pa bi kdo me želel, pa itak, to mi je prva ljubezen. Kako se je začela tvoja pot s streamanjem? Začetki se česa ustrašil? Koliko dolgo streamaš? Da misli odnehati, kako si se domislil imena Dinoti? Ustrašil sem se tako, kot vsi, a ne, a mi bo rata, kdo me bo gledal, ker sem začel streamati, noben to ni delal. Starši so bili proti meni, prijatelji so bili proti meni, vsi so bili proti meni. Prideš na internet, ljudje te zabavajo, trolajo te, žalijo te. Ne vem, iz kje sem potegnil to moč, da sem skozi nadaljeval. Pridejo dnevi, ko sem hotel nehati, doskrat sem hotel nehati, ampak sem si vedno mislil, zakaj bi nehal? Za koga bi nehal? Kaj bom pol delal v življenju? Bil sem inštruktor v šoli, učil sem recimo ljudi učiti voziti. Delal sem v tovarni kot majster, vozil sem avtobus, delal sem razna dela prek študentskih del, delal sem svašta po domač povedano. Kaj bom delal to, kar me veseli? A bom spet šel delati neko delo, kar me ne veseli? A bom spet šel delati neki za neko slabo plačo, poslušati nekoga, ki se mi bo drl za vratom, mi govoril, kdaj grem lahko na WC, kdaj lahko pijem, zakaj? Dokler imam možnost, da lahko delam to, kar delam, bom delal. Ko enkrat ne bom imel možnosti, upam, da nikoli, bom pač odnehal, pa bom spremenil, pa bom šel kaj drugega delati. Ampak dokler bom lahko imel možnost, bom bil tukaj. Postal tako dober gamer. Ne vem, če sem glih dober gamer. Jaz sem neki poprečenga, nikoli nisem bil neki ful dober, tudi ko sem bil mlajši, neki poprečenga sem bil. Jaz sem recimo z bratrancem igral ful, bratranc je bil vedno ful boljši, recimo smo včasih Robocopa igrali, ali pa Teenage Mutant Ninja Turtles, ali pa Captain Commando, ali pa Toki, ne, če poznate te igre, malo pogooglite, a ne, in on je vedno bil boljši od mene, pa Street Fighterja, pa ne, Final Fight, to so te igre z arkadnih strojev, mašin, ampak glej, kaj mi želi, ali se dobro vedno povrne? Ja, jaz sem vedno govoril, če daš, dobiš. Če ne daš, ne dobiš. Nikoli ne morete pričakovati uspeha v življenju, če ne boste pripravljeni za to garati, dati, pa se žrtvovati. Zapomnite si te 3 besede. Garati, dati, žrtvovati. Če si nesramen, če si hudoben, če trolaš, če delaš slabo drugim, se ti bo to slej ali prej vrnilo. Verjemite mi, mogoče ne takoj, ampak enkrat se bo. In zato v življenju morate dati, da dobite. Ali je to donacija komu, ki se vam zdi vreden, ali je to neko dobro delo, ali je to neki izdelek, ali je to hvala, da rečeš hvala, ker si streamal, Dino. Na koncu meni ful pomeni. Zato, ker vem, da cenite to. In ni treba, če nimaš, da doniraš, če ne moreš donirati, ne moreš donirati. Dosti je, da prideš, da se pogovarjaš z mano, da pripelješ koga, da poveš okoli, Dinoti je tak pa tak, a ne, in dobro boš dobil. Če prideš trolat, slabo energijo širiti, to pomeni, da si nezadovoljen v življenju. Da si žalosten, da si sam, da zavidaš drugim.
Ampak ne biti tak, spremeni to, obrni se na bolje in boš tudi ti vesel, tudi ti boš dobil dobro energijo. Kakšno tipkovnico in miško imaš? Imam Logitech G910 in to je tipkovnica in miška Logitech G502. In ali boste z Juretom naredila kuharski šov? Jure, a bo naredila? Zelo dobro vprašanje, baklava ali burek? Mislim, da kar burek. Specifikacije tvojega računalnika. V bistvu moj računalnik star tam 3 leta, ko sem ga kupil, je bil kar hud. Kako si naredil toliko dober Twitch intro? V bistvu, ker sem na Twitchu gledal enega modela Futuremana, on je imel tak intro, nekaj podobnega, pač en poseben intro. Meni se je ful zdel pomembno, da v bistvu vsakič, ko začneš streamom, da imaš neki intro, da imaš neki, da v bistvu ljudje prepoznajo, da si zapomnejo. In sem pač najdel na internetu eno tako hudo melodijo, sem sam naredil besedilo, vse skupaj za rap, posnel in tukaj je moj intro. Pozdravljen Dinoti, kako si? Dober. No, to pa ni moje vprašanje. Ugotovil sem, da večina, ki piše vprašanja, ni še videla tvojih starih, pa tudi nekaterih novejših posnetkov, saj sem sam znal odgovoriti na 90% vprašanj. Zanima pa me, če je PayPal tisto, kar ti je sedaj všeč za spletno plačevanje, saj si v tem videu govoril, kako ti spletno plačevanje ni všeč, saj te zlahka pretentajo. No, priznam, da sem ta video šel pogledat, da se spomnim, o čem sem govoril, in sicer takrat sem padel na eno phishing scam foro. In v bistvu sami PayPal je dober zaščiten, ne morajo ljudje kar tako udreti, ampak jaz sem takrat njim dal kodo od svojega PayPala. Zato so oni dejansko, oziroma odviseli od PayPala, se ne vem točno, zato so oni dejansko lahko meni takrat vzeli denar. Ampak v vseh teh letih s PayPalom imam same dobre pozitivne izkušnje, tako da mislim, da malo popravljam svoje mišljenje o PayPalu in PayPal je zakon zadeva, in pomaga ljudem malo bolj easy kupovati stvari in biti zaščiten pač pri spletnem nakupovanju. Vidoti, moj osebni prijatelj vprašal, tvoja Honda S2000 ali Honda NSX starejša verzija do konca življenja? To je zelo težko vprašanje. Nimam pojma. Gle, S2000 imam, vem kakšen je avto, mogu bi NSX-a probat, ga imeti nekaj časa, pa v bistvu videti, kaj bi raje imel. Čeprav S2000 ima streho dol, kar je nekaj, kar ti zelo malo avtomobilov lahko da, tako da tukaj NSX je bolj boga, ampak NSX ima tudi targa verzija, tako da targa verzija NSX-a, težka. Tale vprašanje, ali se v vlogi slavnega streamerja počutiš super? Jaz ne mislim, da sem slaven, sploh ne kot streamer. Ne mislim, ne čutim tega. Na Twitchu imam 20-30 ljudi, to je zelo, mislim, tako mal za slavnega, ne. Če bi imel vsaj recimo 100 rednih, bi bil zelo vesel. Ko grem na YouTube, imam recimo 100 do 300. Na Twitchu, ker sem pa 4 leta, pa recimo 20 do 30. Včeraj je bilo malo več, je bilo do 60, hvala vam lepa, ker ste prišli, ampak je pol padlo na 30. Tako da, v bistvu, kako se počutiš? Sploh ni fora v tem, da se dobro počutiš, če si slaven. Jaz sem posnel Če fure raus. To je bil film, ki je bil zelo popularen v Sloveniji. Sem bil po vseh televizijah, sem bil v kinu, smo bili po celem Balkanu in je tiskal ena slava, a ne. V bistvu tako, sej ti gode, da te ljudje prepoznajo, pa da ti seže v roko, pa to sem. Pol s časoma, mogoče ti malo že začne biti neroden, oziroma ali pa malo ti tako gre na živce, ker vsi skozi Ampak glej, se pravim, ne počutim se, da sem slaven. Niti ne mislim neki biti ful slaven, ker pol življenje je po moje bolj preveč zakomplicirano. Itak Jure Tršan Blond je vprašal, kateri so tvoji najljubši slovenski youtuberi in on zdaj hoče, da jaz rečem on. Zdaj on misel zato, ker sem jaz z njim igral, da bo on rekel, neče Jure! Prav slovenski youtuber Komotarja zelo rad gledam, Komotar mi je car. Recimo, ker dejansko človek dela to, kar rad dela, je spremenil, on je bil novinar in je spremenil svoj način dela v bolj socialno verzijo, se pravi platforme, Facebook, YouTube. On mi je recimo tako najjači. Od igrc youtuberjev mi je pa najjači. Na Kobla sem bil ponosen, pa me je razočaral. Kobel me je razočaral, zelo me je razočaral. Ampak sem ponosen, da je v bistvu prešel iz Twitcha na YouTube. Jure Tršan, tako bom rekel, kapo ti dol. Vem pa, kjeri so katastrofa youtuberjev, o tem bi pa lahko govoril še 3 leta.
Ta vprašanje je dobro, Živo, spremljate že od začetka, ti si najboljši, a bo še kaj video telefonskih klicov, te so bili zelo dobri in rad bi s tabo igral za prvi vin, ker si zelo dober v Fortniteu. Ma nisem dober, no. Srednja žalost. To sem se mal zabavil takrat s temi telefonskimi klici, mogoče pa kdaj še kaj posnam. Koliko konjev ima tvoja Honda? Moja Honda uradno ima 241 konjev, 2.0 atmosferc, 9000 obratov se vrti. Prašite bom dve vprašanji, spet isto in verjamem vase, da lahko zmagam, koliko sem bil star, ko začel z YouTubeom, sem bil 32 in kako to, da si rekel, zdaj bom pa začel streamati delo video, to sem tudi že povedal. Glede na to, kako si slaven zdaj, kaj ti vsakdo bi bil tak kot ti. Tutti frutti, tako ti bom rekel, bodi to, kar si. Ne biti to, kar sem jaz. Vsak človek je unikaten. Vsak človek ima svoje stvari, ki privlačijo ali odbijajo ljudi. Tako da bodi to, kar si, lahko imaš neke smernice pri drugih, da veš, kako, kaj naj bi počel, ampak bodi to ti. Zato, ker tisto, kar si ti, to tebe loči od ostalih in to te bo povedlo v uspeh. Ali nameravaš prodati S2000? S2, ne vem. Upam, da ne. Želim si imeti avto dolg časa, ker ta avto prvič, ki sem ga videl leta 2000 v reviji od PlayStation 2. Leta 2000 je bila prva revija PlayStation 2, jo imam še vedno gor, sem jo kupil v trafiki, je bila $3600. To isto, kot zdaj, da bi dal, ne vem, 30 € za revijo. In noter je bil Gran Turismo igra opisana in je S2000, ta prava, ki so snemali zvok za igro. Takrat, ko sem jo prvič videl, sem bil wow. In potem je prišel Fast and Furious in v Fast and Furious sem ga videl, ker je rekel Tu Sun Junior, če veste, kjer del je to. Tam sem dejansko videl S2000 in sem si rekel, wow, ta avto bi imel. Leta 2005 me je Mr. S2K s Honda Foruma prvič vozil in od takrat naprej sem si želel vedno in rabil sem dolg časa, da si jo kupam. Kupil sem jo pa s pomočjo donacij na Twitchu. In zdaj jo imam in glih sem kupil armatizerje Tain Flex Z, se pravi coilovere, da lahko znižam trdoto in v bistvu vsak let malo bombočke dajem. Sanje so mi pa, da bi enkrat dal gor kompresor, da bi imel tam 450 konjev. Še eno S2000, kako dolgo že imate S2000, se pravi zdaj bo 3 leta, koliko kilometrov ima, ima tam okoli 195 000 kilometrov, stara je pa točno 18 let. Ta je zelo dobro. Zdravo, jaz bi rad vprašal, koliko to je stal tvoj setup računalnik, koliko denarja si zapravil na Fortniteu. Veselje bi mi bilo, če bi odgovoril. Za računalnik sem dal okoli 4000, na grobo 5000, koliko denarja sem zapravil na Fortniteu, tam okoli 80 €. Katera je bila tvoja najljubša video igra v otroštvu? Ta je pa težka. Najljubša igra v otroštvu. Zelo rad sem igral Mariota in zelo rad sem igral Zeldo. Glih včer sem naročil z eBaya za Game Boy disketo, Game Boy Classic, Link's Awakening, pa igro Burai Fighter. Vam bom pokazal gor v posnetku. Te sem si naročil za svojo zbirko, da me spominja na stare čase. Drugače sem pa zelo veliko iger igral. Kaj imaš raje, punco ali denar? Joj, težko vprašanje. Brez punce ne gre, brez denarja pa tudi. Tako da, mislim, človek je spet človek. Ne? Če bi mogel zbirati do konca life, da bi imel sam denar, ali bi imel sam punco, a ne, se pravi, če imaš denar, ne moreš imeti punce, če imaš pa punco, pa ne moreš imeti denarja. Težka. Pa po moje bi imel človeka raje od sebe, ker denar ti ne more dati čustev nazaj, pa tiste topline. Se zabavaš pa to vse, samo slej ali prej rataš sam. Če imaš ful denarja, pa da ne deliš denar z nikomar, rataš sam. Kaj imaš raje, banane ali jabolke? Banane. Kdo je bil tvoj prvi sponzor? Moj prvi sponzor. V bistvu prav sponzor. Imam enega prijatelja, ki ima v bistvu trgovino konzolko. To je v BTC-ju trgovina z igrami za PlayStation in računalnike. On je recimo prvi, ki mi je dal igro za stojn, da sem jo lahko igral na Twitchu. Zelo sem pa ponosen, da sodelujem z Huawei-em in da v bistvu mi je Huawei je verjel vame, me je kontaktiral, če bi predstavljal recimo igre na novem telefonu P20, se pravi P20 Pro Mate, ki ima 3 kamere, ki je res hud telefon. Dejansko sem postal ambasador za Huawei za 3 mesece. Kaj bo naprej, ne vem, ampak glej, neke izkušnje z njimi imam. Sem šel malo na Hrvaško, sem malo po Sloveniji bil na raznih teh eventih, spoznal sem zelo dobre ljudi in najbolj mi pomeni to, da verjamejo vame in da so dejansko mi zaupali, da bi sodelovali z mano. BMW M5 ali Mercedes Maybach? Zelo težko vprašanje, po mojem Maybach malo žešči. Kateri so tvoji najjači skini? V bistvu nimam pojma teh imen skinov, ampak zelo všeč mi je Lord Rust Lord, tam je res hud. A si delal kakšne pizderije v srednji šoli? Vsi mi smo delali pizderije v srednji.
bil sem bolj priden, ampak sem tudi rad delal pizdarije. Ampak ne take, da bi koga poškodoval, oziroma da bi komu kradel ali da bi koga tepel. Tega nisem nikoli delal, sem pa zelo rad se vozil z motorji okoli, z odprtim auspuhom, pa mal prdel naokoli. Kaj te je pritegnilo k snemanju in streamanju? Kakšne projekte boš imel naprej? Kaj te navdihuje, da snemaš vse? Pritegnilo k snemanju in streamanju me je to, da lahko igram, da lahko zabavam ljudi, pa da lahko se preživljam. Projekte kakšne? Projekte imam, da ful zrastam na YouTubu, da v bistvu ratam en izmed vodilnih, v bistvu, ker včasih sem bil, ampak sem pa sem Twitchu po svetu, mal bolj se bom po svetu slovenskemu tržišču, ker sem probal mal v svetovnem, pa je zelo težko, ampak ne bom opustil svetovnega tržišča, ful bi rad sodeloval z raznimi sponzorji, se pravi, rad bi predstavljal njihove izdelke, rad bi bil influencer, vse večji in večji, pa s tem pač preživljal se. Iz katere države si? Iz Slovenije, rojen sem v Ljubljani. Android ali Apple, trenutno sem na Androidu. Sem imel pa tudi Apple leta 2009, ko smo v Ameriki kupil iPhone 3G, ki ga še noben ni imel v Sloveniji. Zelo zanimivo vprašanje, kdaj so izdelali prvi avto na svetu, pa okoli 100-120 let nazaj. Zakaj si tako dober? Kjer je avto ti najboljši? Honda. Zakaj ne maraš Pero Martića? To je zelo dobro vprašanje, zakaj ne maram Pero Martića. V bistvu jaz ne podpiram ljudi, ki delajo pizdarije, da bi ratali slavni. Jaz ne podpiram ljudi, ki žalijo druge ljudi, da bi ratali slavni. Jaz ne podpiram ljudi, ki izkoriščajo druge ljudi, da bi ratali slavni. Jaz ne podpiram ljudi, ki dajejo slabi vzor mlajšim otrokom. In jaz ne podpiram ljudi, ki bi čez trupla šli za slavo. Kaj si po izobrazbi? Po izobrazbi sem, v bistvu sem končal mehankarsko, 3-letno za mehanika, avtomehanika, potem sem šel +2 za strojnega tehnika, pol sem pa delal razne dela prek študenta, pa sem naredil šolo za učitelja vožnje, pa sem pol naredil za voznika šoferja, to je pa tudi to. Nikoli nisem šel na faks, ne vem, matematika me je zajebavala, pa se nisem hotel s tem zajebavati. Kaj si delal prej pred špilanjem iger? Vse sem glih povedal. V bistvu sem delal prek študenta, pol sem delal v Heli, prej bil Saturnus, pol sem delal kot avtoinštruktor, pol sem delal v LPP, Ljubljansko potniško prometo, pol sem začel filme delati, zdaj sem pa na Twitchu. Cara, ne me please today, kako bi rad začel pa ti prosil na svet, kako uspeti, sam začeti delati pa grindati. Katere vse konzole si igral? Si igral Street Fighter. Zelo rad sem igral Street Fighterja. Najboljši lik mi je bil Ryu, zato ker Ryu me je vedno spominjal na mojega očeta, ko sem bil otrok. Moj foter je bil viceprvak šampion v karateju. Moj foter je bil zelo, kako bi rekel, zanimiva, zaželjena oseba v svoji generaciji. Vedno sem se zgledoval po mojemu fotru, zelo uspešen človek. Zelo velik del mene je v njemu in to, kar sem zdaj, je tudi veliko on prispeval. In pač, ko sem igral Street Fighter, je pač moj foter, tukaj imate sliko, me je spominjal nanj, ker je v bistvu zelo podoben bil, pa še karate treniral. Koliko časa ti vzame vsa ta YouTube zadeva? To je dobra zadeva. Na dan mi vzame vsaj ene tam 8 do 10 ur. In meni se zdi, da je to to. Meni se zdi, da je to to. Ne vidim več nobenih vprašanj. Najboljše vprašanje se mi pa zdi, kako si dobil ime Dinoti? Tam je res bil tak vprašanje, tak poseben. Tako da, dosti veliko se vas je ponavljalo, ampak nima veze. Hvala lepa, jaz upam, da so to vsa vprašanja. Če niso, se opravičujem. In zdaj bom povedal, oziroma za koga sem se odločil. V bistvu sta dva, ki sta me vprašala enako vprašanje, samo je eden, ki je dodal še malo tistega okusa, in sicer Tim Zajc, dobrodošel. Kako se je začela tvoja pot s streamanjem? Začetki, si se česa ustrašil, kako dolgo streamaš, ali si se kdaj mislil odnehati in kako si domislil imena Dinoti? To je, če mene vprašate, najboljše vprašanje za mene in čestitam Tim Zajc za tako izvirno vprašanje. Dodaj me na Fortnite oziroma piši mi na Facebook oziroma Instagram in mi povej, kakšno je tvoje ime, da lahko igramo skupaj Fortnite. Vsem še enkrat hvala lepa za vaše komente. Bil je še Tilen Sintič, ki je rekel, odkje ideja za ime Dinoti, ampak Tim Zajc je mal bolj in mal več vprašal. No, to je to. Meni se zdi, da sem vsa vprašanja pregledal. Upam, da ste zadovoljni. Če še vedno niste subscribali na moj YouTube, dajte prosim, da vidim, če bom lahko prišel do 8000.
Na Instagrame subskrbite, ker tam vedno delam storije pa to. Pridite še kaj na Twitch. Hvala lepa za ta ogled, pa se vidimo naslednjič. Hadouken! Hadouken! Yo, Dino Legenda, kaj zdaj, kva dogaja, kaj je novega? Yo, prijatelj, tole je moj šov. Hitro se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatelj, tle igrice igram. Prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win. Perfect. Kar na televiziji si. Hudo.